muzeju oziroma v mesecu je, že 7. se to leto dobivamo v tem letošnjem novem programskem sklopu. Od marca naprej smo dejansko vsak mesec namenili eno temo in z njo predstavljali zelo raznoliko delo našega muzeja, tako po področjih našega dela, kot pa tudi po terenu, po celotnem Posavju. Marca smo se pogovarjali o ajdovski deklici iz Posavja, aprila smo predstavljali krušno dediščino, maja smo imeli okroglo mizo in obujali spomine na nekdanje posavske tovarne, junija in julija smo namenili ta dogodek športu in pa petju. Avgusta smo ustvarjali za galerijo Božidarja Jakca. No in danes pa to prvo nedeljo predstavljamo konzervatorsko-restauratorsko delavnico, ki nam bo predstavila postopek prenove oziroma obnove stavbnega pohištva na primeru teh vrat iz gradu Brežice. Napovedujemo pa že naslednjo prvo nedeljo v oktobru, ki jo bomo pa pripravili v sodelovanju z našim velikim prijateljem in donatorjem, profesorjem Robertom Šupetom, in z njem odprli knjižnico, prenovljeno knjižnico našega muzeja, tako da prijazno vabljeni tudi takrat. Današnji dogodek je pa del šole prenove, ki jo pa pripravljamo oziroma organiziramo skupaj z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije. Je nekakšna napoved dvodnevnih intenzivnih delavnic oziroma izobraževanja, ki bosta potekali 19. in 20. septembra od 9. do 3. popoldne, tako da prijazno vabljeni takrat, da še malce bolj poglobljeno spoznate tako strokovne podlage, kot tudi praktične metode, praktične posege. Z nami bodo tudi predavatelji, strokovnjaki iz različnih področij, iz oddelka za lesarstvo Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani in pa Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Praktični del izobraževanja bo imel Aleš Rene, ki bo tudi danes to predstavljal, akademski restaurator in pa sodelavec naše konzervatorsko-restauratorske delavnice. On bo nekako predstavil površinsko obdelavo lesa v tradicionalnih in sodobnih tehnologijah ter praktične posege pri obnovi stavbnega pohištva. Tako da boste lahko v teh delavnicah spoznali stare tehnike ročne obdelave lesa, izvedli čiščenje in zaščito lesenih površin in se lotili popravila mizarskih izdelkov in dekoracij ter izdelave in vgradnje makajočih delov in mizarskih izdelkov. Tako, jaz vam tule izročim še povabilo na te dve, oziroma na to šolo prenove, na to dvodnevno izobraževanje. Prijavite se kar pri meni, napoj en naslov ali na telefonsko številko, ki je napisan spodaj, tako da nekako s tem jaz zaključujem svoj uvod. Vas pa potem po koncu povabim še tam na dvorišče, na kozarček vina, ki nam ga je ta večer priskrbela vinska klet Jarkovič iz Gadove peči. Zdravo v Posavskem muzeju, en lep prisrčen pozdrav v naši ustvarjalnici, že sam prostor, mislim, da daje nek občutek, da se tu nekaj lepo dogaja. No in danes bomo spoznali nekaj na temu lesa. V prvi vrsti, naj se predstavim, jaz sem Aleš Rene, tukaj je že predstavljena Andreja, sem vodja konzervatorske restauratorske delavnice in v tej delavnici smo 3 sodelavci, ki se ukvarjamo z restauriranjem lesa, potem štefalajanje slik, polikromirane plastike in pa keramike. Tako da v glavnem v našem muzeju sami poskrbimo za naše predmete, da na razstavah izgledajo tako, kot morajo, urejene in pravilno predstavljene za naše obiskovalce. Danes bomo spoznali nekaj tehnik za obnovo stavbnega pohištva. Pa da začnemo nekje na začetku. Osnovni gradnik stavbnega pohištva je
v tradicionalnem izročilu les. V sodobnosti se pojavlja tudi plastika. Za stavbo pohištvo so včasih uporabljali predvsem les iglovcev in pa les listovcev. Med iglovce lahko prištevamo macefran, smreko in pa tudi bor. Drugače so pa za listovec pa predstavlja drevesna vrsta hrasta. In tu imam jaz eno tako didaktično tablo, kjer se boste potem lahko v miru sami pregledali in ugotovili razliko med temi iglovci, ki so tu predstavljeni, videli njihovo teksturo in pa potem, ko odkole dvignete ploščico, potem tudi prebrali njihovo ime. Pomembno pa je sama tekstura, kako je les zraščen, kakšno ima anatomijo, ker boste kasneje sami poskusili odrezati kos lesa in vstaviti en manjkajoči del tu, kot sem že pripravil, v to leto in boste spoznali tudi ročno trdoto in strukturo lesa. Tako, polmehek, tako. Če vas pa kdaj zanimalo, mogoče kakšno bolj rezbarjeno pa kaj takega, tudi danes boste lahko poskusili, ker tam imam dleta in lipov les, da tudi v tem boste lahko poskusili, da dobite občutek med različnimi drevesnimi vrstami. Za rezbarjanje je lipa? Je lipa najbolj primerna. Ali pa kruška in... Ja, tisto je pa že za bolj vešče, ker je bolj kompakten les. Je bolj za tiskanje, potem za... Tako, za grafike in pa bolj prestižno pohištvo. Vsi imamo doma okna, vrata in na vsakih toliko let je pač potrebno kaj prenoviti. V našem primeru imamo vrata iz drugega nadstropja, ki pa so prebarvana. V osnovi je les iglavec, verjetno je smreka, in pa prebarvan z oljno barvo. Pred samo obnovo je dobro naš predmet, ali je to okensko krilo, ali je to vratno krilo, ali je to podboj, dobro pregledati. Kajti, pod barvo se lahko skriva marsikaj. Tule imam primer trhnove, ki je na vrhu, recimo, ko je bil ta del prebarvan, tako kot je v našem primeru, te trhnove sploh ni bilo opaziti. No, tu se lahko nam skriva en problem, se pravi trhnova, potem so tu tudi lesni insekti. In zato je pomembno, da vse te faktorje, ki uničujejo naš les, pod barvno plastjo, ki je v čem nevidna, mi ustavimo in preprečimo nadaljnje propadanje. Kajti, ta barvna plast, ki jo mi nanesemo zopet nazaj na naš kos pohištva, on lepo zavaruje vse te naše škodljivce. Mi z barvo zavarujemo naš izdelek pred sončnimi žarki, pred dežjem, pred insekti pa ne. In oni se lepo pod to barvno plastjo lepo mirno razbržujejo naprej. Zato je pomembno sploh tam, kjer se les stika s tlemi ali v spodnjem delu, se pravi, ali je okvir okna, tam, kjer je spodnji del, ko je polica, tam je ponovadi večja vlaga, večja verjetnost za insekte, ker insekti imajo radi vlago, in pa gobo. Tu se vidi, insekti pa lesna goba, one so si zelo kompatibilne, zelo veliko tih srečamo skupaj. Zato je pomembno, da naš izdelek dobro pregledamo. V našem primeru imamo vratno krilo, ki je del kulturne dediščine, se pravi del gradu, ki je zavarovan in ima tudi svojo številko in je del kulturne dediščine državnega pomena. Kaj to pomeni? Če imamo opravka z takim predmetom, nad tem predmetom bdi odgovorni konzervator. Se pravi, kar v gradu obnavljamo, restauriramo, imamo odgovornega konzervatorja. Naš konzervator prihaja iz močne enote Novo mesto
In pred vsakim delom ga mi obvestimo o naših namerah, kaj želimo početi. In on nam izda kulturno-varstvene pogoje in pa kulturno-varstveno soglasje in v tistem dokumentu on opredeli smernice, v katero smer moramo iti. In največkrat nas opozori, da se prepreči vsa izvor, recimo propadanja, da se tisto prepreči. Recimo, če je dostop vlage, da se to vlago nekako sanira. Vedno se gleda malo širše. No, in potem, ko mi dobimo te kulturno-varstvene pogoje in kulturno-varstveno soglasje, mi pričnemo z deli. In ko končamo, potem on pride to pregledati in izda potrdilo, da je izdelek restauriran v skladu z njegovimi priporočili. Pri vas doma seveda ne rabite tega početi. Je pa prav, da veste, da ni to tako preprosto tudi ne za nas. Si mislimo vse čisto preprosto, samo eno barvo bomo odstranili, prebarvali, ampak je to malo večja zgodba, si je treba pa se držati določenih pravil. Tako. No, v našem primeru se zopet vračamo na naša vrata in tamle na začetku, bomo šli zdaj pogledati, smo pripravili več vzorcev čiščenja. Tule je prvi vzorec, ko bomo potem pogledali, je odstranjevanje z toploto. To je tako imenovani fen, ki odstranjuje barvo pri višjih temperaturah. Polne barve se začnejo nekje mehčati nad 170 stopinj. In to je tak poseben fen, ki piha vroč zrak. Podobno, pred stoklet lampo lakta. Tako. S tem, da ta je manj nevarni in manj zažiga les. Tako, pa še ogenj zažge. Zdaj pa tudi, če vi z ognjem čistite en predmet, ki ga potem zopet barvate, se tista črnina potem ne vidi. Ne? Če imate pa vi neka vrata ali pa okvir, ki je naravnega izgleda, pa tisto odpade. No, se pravi, prvi primer je z vročim fenom, s tem strganjem, si pa pomagamo potem z različnimi urodi, ker imamo tudi profile in potem različne oblike teh strgal uporabljamo za strganje te omehčane barve. In še dobro je, ker je na ročaju, ker tu, kjer pihamo, je pač zelo vroče, da smo odmaknjeni od temperature. Naslednji vzorec imamo odstranjen z lavokol. Zdaj, lavokol, to je trgovsko ime, odstranjevalec premazov. Kolor ga izdeluje. To je kemično odstranjevanje. To se z čopičem, kot taka pasta, lepo nanese in pusti delovati 15 minut. Če ni dovolj, še enkrat namažite, pustite pol ure. Če ni dovolj, ponovite in pustite tudi 1 uro. Ta je primeren takrat, kadar imamo naravni videz, da bi lahko s tem mogoče poškodovali, poskusimo kemično. Kadar je naravni videz, imamo največkrat opravka samo z lakom, ki je tudi tanjše plasti kot pa ti premazi, ki so tudi večkrat premazani, ne? Imamo temeljni in končni. No, je priporočljiv ta, potem pa je potrebno to kemikalijo iz lesa spraviti ven. Ker če mi pustimo kemikalijo v lesu, ker lesi seveda nekaj vpije v sebe, ne? Nam potem ta nanos nove barve lahko kemično reagira in uniči. Zato je potrebno dobro površino izprati, največkrat se uporablja aceton. Dobra lastnost acetona je ta, da je hitro hlepljiv in ga les potem toliko ne vpije in dobro... Pazi, da se ne ostane pijano od tega. Če se uporablja... Tako. No, se pri zaščiti bomo še prišli. Tako. In pa naslednji način je odstranjevanje z skalpelom. To je kostni skalpel, poznamo kožne skalpele in pa kostne skalpele. Kožni je tak, da se ta ostri del
menjuje. Pri kostnem je pa iz celega kosta in se brusi. Zakaj poudarjamo, da sta dva različna? Zato, ker vedno se uporablja tega kostnega, ker pri odstranjevanju trših zadev se tisti prikožne, ki se nastavlja, lahko zlomi. In je navadno, da vam odleti po oči in se poškoduje. Tak mora biti, da je iz enega kosa. In pa zadnji način je pa brušenje. Pri brušenju je pomembno, da uporabljate različne brusne papirje. Se pravi, začnete z bolj grobim, končate z bolj finim. Zdaj pa kako pa prepoznamo bolj grobega? Eden način je navtip, drugo imamo pa tle zadnje številke. In nižja kot je številka, bolj grob je papir. Se pravi, velikost teh zrnc je večja. Toliko na kvadratni centimeter. Tako. In zdaj, da se recimo z enim takim finim ne trudite do nemoglosti, vzamete bolj grobega, pobrusete in pa potem s finim končate, to pa zato, ker ta grob pusti praske poškodbe in jih je treba te poškodbe odstraniti. Kot smo rekli, vse te načini so možni, zdaj pa pri vsakem delu je treba poskrbeti za varno delo. To se pravi, poskrbeti za osebno zaščito. Rokavice, očala, masko proti prahu. Karkoli počnete. Pri kemičnem je pa najboljše, da delate na zraku. Da niste v nekem zaprtem prostoru in ga ne zračite. Je pa res, da so te kemična sredstva zdaj že izdelana v skladu z vsemi standardi za zdravje, ker včasih so bili boljši, za nas boljši, ampak so bili tudi bolj nevarni za ljudi. Bolj so hlapeli, tisti hlapi so bili stropeni. Tako, v tem našem primeru, kot bomo potem šli pogledati vzorce, bi se najbolj odnesla način, kot sem že rekel, odstranjevanja z vročim zrakom in pa brušenje. Zakaj brušenje? Ta vrata, glede na to, da pride nazaj barvana, ni potrebno odstraniti vso barvo do lesa. Pomembno je, da mi odstranimo površinski sloj propadle barve. In lahko en del spodnje plasti ohranimo in nam že deluje kot neki temelj. Kajti pri barvanju z emajli se vedno mora les premazati z temeljno barvo. To je recimo osnovna barva za les in kovino na oljni osnovi. Ta barva se mora dobro usušiti in potem sledi po tej barvi kitanje. Kitamo pa lahko na več načinov in z več vrsti materialov. Za dopolnjevanje napak se lahko uporablja dvokomponentna masa, to je alardit, mi ga imenujemo umetni les. Ta umetna masa ima to lastnost, da je dvokomponentna, ne vsebuje vode, se pravi, ko ga mi zakitamo v večje globine poškodb, se les tam ne deformira, ne napne, ker če se bi les napel, ko se potem usuši, bi potem ta dopolnitev lahko izpadla iz lesa. No in to so prav za restauratorske posege pač to izdelali in tudi, ko se obdeluje, se obnaša kot les. Noter se naredi nekak taki zračni mekučki, kot ima les te zračne kanalčke noter, tako da ima neko karakteristiko lesa, zato ga imenujemo umetni les. Ker ga lahko tudi 3D oblikujete, ker se vam dvokomponentno kemično zveže. Potem drugi način, to je za velike poškodbe, recimo za globoke razpoke. Potem imamo pa za bolj plitve, tam bi rekel do 2 mm, je pa kit za les na vodni osnovi in na akrilni osnovi. To so pa potem tako plitve poškodbe, da ta vlaga, ki jo s tem kitom vnesemo, ne naredi neke spremembe ali pa škode. Tako. In potem, ko mi
les zapolnimo z dvokomponentnim ali enokomponentnim kitom, zopet prebrusimo in zopet nanesemo temeljni lak. Kajti pred končnim barvanjem moramo imeti enakomerno površino s temeljnim obdelanom. Ker če imamo recimo nekje temelj prebrušen do lesa, nekje pa ne, je potem končni sloj se tam, kjer je les vpije v les in nima take mehanske lastnosti kot tam, kjer ima že podlago. In tudi izgled. Oblika in izgled, tako. Ne? Tako da je temeljna priprava lesa je zelo pomembna. Danes imam pa še en poseben izziv za vas, kajti pri vratih največkrat se naredijo take mehanske poškodbe in na takih delih, da se te poškodbe ponovadi ponavljajo. Če se vrata recimo udarjajo v nek rob ob steni, se bojo tudi naprej ali pa zaradi same uporabe se na enem delu bolj poškoduje kot na drugim. In takrat pa dopolnjevanje s temi dvokomponentnimi kiti odpade, pa dopolnjujemo z lesom. Kajti, da je enaka trdota tega vložka, kot so sama vrata. Zato se bomo zdaj počasi preselili k delovnemu pultu. In imamo, kot tudi lahko vidite, je recimo ena taka poškodba, ali je ena udrtina, ali je izpadla grča, ali je bila takšna udrtina. In vemo, da je ta del zelo kritičen in da bo nevarnost poškodbe zopet velika. Se izdelajo take različne velikosti, sem danes pripravil takih lesenih vstavkov. In glede na velikost poškodbe se potem ta lesni vstavek izdela. Ne? Vedno ga pokrijemo to poškodbo v celoti, ne do sredine, ne? Ampak v celoti. Zdaj pa globino pa določamo glede na poškodbe, kako je poškodba globoka. Zato je ta vložek pač neke večje dimenzije, debelejše, širše, ker ko ga mi vstavimo, zalepimo, ko je lepilo suho, ga potem dokončno obdelamo z dletom, pobrusimo. Zdaj pa pomembno je, kakšne je oblike ta stavek. Zakaj je tak trapezno prirezan? To pa zato, da nam on, ko ga vrežemo v osnovo, ne more izpasti. Ker vedno naj bi se dopolnjevalo z lesom iste enake drevesne vrste. Ne, se pravi, če imamo mi igloc, uporabljamo za vstavek iglavec. Ne uporabljamo mehkejši les, pa hrasta, pa kaj drugega. Ne. Uporabljamo in pa najboljše je, če je isto star les. Zdaj, to je tako idealno, če bi bila recimo ena vrata, ki pač ne bi res služila svojemu namenu, da bi tisti les lahko uporabili za dopolnjevanje poškodb na drugem, da je umerjenost enaka. Ampak dobro, če je to recimo suh in umerjen les je tudi v redu. Pa še pomembno je tudi, da se tekstura lesa ujema. Ne? Se pravi, za stavno pohištvo se je kar uporabljal kar kvaliteten les, se pravi gosta rast, ne? Da niso te prenike preveč velike. Pač vsak restaurator ve, da slabše ne sme dati, kot je sam izdelek. No, tu sem že recimo pač en tak primer naredil. Zdaj bomo pa skupaj bom pokazal na te recimo. Mi imamo tu neko poškodnico, ki jo je treba izrezati in potem stavimo glede na velikost, višino te naše dopolnitve, jo pritisnemo in s svinčnikom zarišemo. Damo na kotnik.
prenesemo kot naris širine. Vzamemo lisičji rep z vjačnim hrbtom, se strokovno imenuje ta žagica. Imamo pa tudi potem še sladalno žago, s katero sem to tudi poskusili. Ja. Tako, zdaj preden postavimo dokončno, vzamemo lepilo, ki je vodoodporno. Ker pač ponovadi je bolj izpostavljeno vlagi, kondenzni vlagi in tako naprej, se za lepljenje vstavkov oziroma kakšnih delov, ki so počeni, uporablja vodoodporno lepilo. In ko to potem namažemo, in ko to stavimo potem noter, vzamemo lahko spolno. Žaga pleše. Ja. Veste, ko žagate, je pomembno, da vi žagate tako, da minimalno pritiskate navzdol, zato da se, to je zelo ozek žagni list, da se čisti res bolj hitro in da se ta res nekaj bolj pritisne. Občutek, da tudi učitelj ne bo imel veliko za pripominjati.